Ste gledali Eurosong, je moje vprašanje? Ne. Se pravi, to je bil smeh sarkazma. Živčen smeh. A ste gledali Eurosong? Cele 4 ure. To meni, da vsi gledajo, tudi tisti, ki trdijo, da nikoli ne gledajo. Jaz recimo nikoli ne gledam tega. Ampak v soboto zvečer me je prijel, da bi posesal stanovanje, tako sem si za spremljavo prižgal TV. In slučajno je bila Eurovizija. Dobra kombinacija, slika z Liverpoola pa zvok sesalca. Sam sem pa ga izklopil, ko so bili Joker out. Mater, če pomislim, so meni 2 uri pa pol so gledali popevke, ki so jih slišali prvič, zadnjič, pa nikoli več, da so prišli do nastopa naših fantov. Ampak lepo, da so prišli v finale, ne, na to ploskamo. To se ne dogaja pogosto. Po drugi strani pa 21. mesto, ni zdaj to zgodovinski dosežek ali pa kakšenkoli presežek. Dajmo vprašati Joker out, kaj oni pravijo o rezultatu. Z rezultatom smo zadovoljni, nismo zadovoljni, ne vem. Iskreno je bil cilj to, da dosežemo točno to, kar smo zdaj povedali, se pravi, da se Slovenijo zapomnijo ljudje po nekem lepem občutku, ki so ga imeli med gledanjem pesmi. Ja, pač, smo zadovoljni, nismo zadovoljni. To je dober rezultat? Ni dober rezultat. Malce neodločeni. Tako kot jaz v soboto zvečer. Zadovoljen, ker sem videl Joker out, pa nezadovoljen, ker sem posesal cel stanovanje. 12-krat, pa še pri sosedih enkrat. Kaj pa so naši glasbeniki dosegli v Evropi, poleg lepih občutkov? How do you say thank you in Slovenian? Hvala. 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 Očitno so evrovizijski izleti izkoristili za poučevanje slovenščine. Ta del je financiralo Ministrstvo za šolstvo, najbrž. Bi bil pa rezultat na tekmovanju verjetno boljši, če bi se vključila tudi slovenska diplomacija. Namesto lobiranja po Afriki za glasove v Združenih narodih, morajo naše političarke lobirati po Evropi za glasove na Eurosongu. Pa ne nujno s prepevanjem. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.